Ljudje so ostali brez vsega, brez hiš. Zdaj so samo tisto najbolj potrebno, po mojem. Mi smo bili v bistvu prvi kamion, meni se zdi, kaj sploh te hrane prinesli, tako da so bili že v krizi. Vode sploh ni, elektrike tako maja nimajo. Sam je pa situacija najhujša, ki so rekli, da bo lahko še hujšno, da pričakuje še več poplav. Najbolj so se razveselili pač hrane, pa vode, pa te za otroke, plenice bilo dosti. Da tega že začeli premakljati. Ker so bolnice so evakuirane, pač bolnice po šolah, pa po raznih domovih, tako da v bistvu ne verjamem, da so tudi kaj preveč stvari s sabo vzeli z bolnice. Nam pa tle prinašajo vsi Slovenci, Srbi, pa še drugi. Res, od nedelje zjutraj, ko smo začeli, do zdaj smo že poslali čez 50, 3 šleperja, 3 kombija. Takoj, ko zberemo tovornjak šleper, takoj ga pošljemo. Ne čakamo, da bi drugi ga zbrali. Jaz prek sponzorjev probam, zdaj sem zdano se nekaj pogovarjal, da bi poslali 2-3 tovornjake da vode, tako da tudi tu sem danes prišel tukaj, da zrašil tam tudi rečeva in da probamo čim bolj pomagati. Zakaj ste se pravzaprav sploh odložili, da vi in Rašo pozovete ljudi v Sloveniji, da pomagajo? Zato, ker ste vi osebno morda prizadeli? Ja, točno tako. Mislim, jaz imam moja družina je v Bosni, tudi moj stric v Srbiji, tako da nažal mislim oni glih niso toliko prizadeti kot ostali ljudje, ampak na koncu moji predniki prihajajo s tem dol, tako da sem se tudi hotel samo udeležiti te akcije in pomagati čim več kupov. Danes, to je prvi konvoj, ki je organiziran konvoj. V njem bo 13 tovornjakov, 26 članic in članov posadke in pa 4 spremstvo. Medtem, ko smo tle čakali, smo se dogovorili tudi z Rdečim križem, da 6 civilnih tovornjakov, ki so zbrani na Dolenjskem, da se bo v Cerkljah priključilo temu konvoju in bojo seveda potem ta konvoj, se pravi 19 tovornih vozil, odpeljal v Srbijo in pa Bosno in Hercegovino. V teh kamionih se nahaja največ vode, tudi tukaj in tudi v tistih 6, ki so na Dolenjskem, je največ vode. Je pa tudi kar precej prehrambenih izdelkov in tudi nekaj odeji. Moram pa reči, da se še stalno zbira in so te količine že kar velike. Mislim, da bo treba verjetno skoraj vsak dan organizirati kakšne prevoze, seveda ne v takem konvoju, kot trenutno je, ampak posamezni konvoji, ki jih bo organiziral, ali pa par kamionov, ki jih bo organiziral tudi Rdeči križ. Res iskrena hvala vsem ljudem, ki pomagajo, vsem organizacijam, ki pri tem sodelujejo. Slovenska vlada, Slovenija pa bo po potrebi seveda pomagala tudi naprej, ker katastrofa je res velika in iskrena hvala vsem, ki pomagajo pri tem.